Kateri so ideali moderne družbe? Lepota ni to, kar predstavljajo modne revije. Pomembno je, da smo čisti in urejeni, imamo prijeten življenjski prostor, čisto okolje in naravo, saj je takšna lepota prijetna očesu in duši. Storilnost ne pomeni, da ves čas preživimo v službi, temveč da se popolnoma posvetimo zadevi, ki v tistem trenutku opravljamo. Uspešnost je, da se trudimo po svojih najboljših močeh služiti svoji družini in ljudem okoli sebe. Danes je v moderni družbi ideal zavedenih neoliberalizem, ideal pravičnih socializem in ideal plehkih kapitalizem. Ko je bil moj nečak Jure še majhen dečko in se je bal, da se bo njegov stric ob obisku zopet zazrl v TV ekran namesto v njega, mi je rekel: "Striček, pojdi iskat Jurčka." "Misliš, da bi šla iskat gobe?" Ga nisem razumel. "Ne Jurčke, išči Jurčka, išči in glej mene." Kako pomembno je, da smo najdeni in sprejeti v svoji enkratnosti, v svoji celoviti resničnosti. V svetu dvojnosti je v vsakem izmed nas moč in nemoč. Kako odrešujoče je, ko nas bližnji, še posebej osebe ljubezni in zaupanja, prepoznajo in konkretno ovrednotijo v naših osebnih odličnostih, talentih. Prav tako pa je pomembno, da nas sprejmejo tam, kjer smo nemočni, kjer je naša nadarjenost manjša ali pa je sploh ni. Biti potrjen v odličnosti in objet, sprejet v nemoči je temeljna potreba slehernika. Ja, tudi sprejet v nemoči. Če nas najbližji ne vzljubijo v celoviti resničnosti, ker nam želijo samo dobro, moramo biti samo dobro, potem smo kakor sirote, zapuščeni, osamljeni na področjih svoje krhkosti, nemoči. Zavrnjeni se zavračajo. Razvijajo se frustracije, ki so podlaga za manipulacije. Bolj kot drugi do nas postanemo sčasoma neizprosni sami do sebe. Živimo v kulturi, ki nas prepričuje, da moramo biti vedno močni, morda za odtenek močnejši od drugih. In če smo takšni do sebe, mar nismo takšni tudi do bližnjih, posebej najbližjih. Vedno številčnejši so, ki pod pritiskom perfekcionizma, ki je prefinjeno nasilje do sebe in bližnjih, obnemorejo na delovnem mestu. Še težje je, če ga doživljamo tudi doma. Ker želimo otroku samo dobro, mu nenehno govorimo, kje še ni samo dober. Teror perfekcionizma, v katerem je dobro samo še v odličnosti. In kje iskati rešitev? Pomembno je biti prepoznan, potrjen v sposobnostih, a je za srečo odločujoče, da nismo spregledani, zavrnjeni v nemoči. Le v celoviti sprejetosti, v moči in krhkosti postajamo dopolnjujoči, sodelujoči in ne izključujoči. Za povrh pa smo še simpatični. Sprejemati se v celoviti resničnosti je pot radosti in zadovoljstva v sobivanju.